To je Radio 1 podcast. Takole, dragi moji, današnja epizoda, moj imidž pove vse. In če vam to še ni dovolj, lahko preberete tukaj. Priklopite se, luštno bo. Fantje skupine Murphy, ekstra lepo pozdravljeni v backstageu. Hello. Hej, Hello, to je zdaj nov pozdrav, a ne da? hello, ja. Ej, tukaj so Tomi, tukaj je Štras in tukaj je Rok. In vsakič, ko imam pač goste, razmišljam, kako začeti, ne? Da se neka nit lepo začne odvijati in prvi bom začela z verzom iz enega komada, je drugač ful dober, mojemu otroku tudi. In sicer, na svetu ni malo ljudi, ki meni podobni bi bili, naprimer tipa Roki, Tomi, Deli, kje si. In jaz sam sklepam, da ste vi ful prijatelji iz tega. Ja, A drži, da se v bistvu družite tudi zasebno in da je to nekako rdeča nit od vaše muske, prijateljstvo? Pa nekako je tu delovnega procesa skupaj, da če bi se v zasebnem življenju še družili, bi se verjetno 24 ur na dan. Da se mi zdi, da vsak rab tiste 2 uri na dan pač biti v zonu. Ampak realno ste ful skupaj, ne? Tako. Cool si. smo in še bomo, ja. Ja. To je že kar dolg proces, tako da v bistvu ja, polka je obdobje, ko je zdaj, ko se ful veliko dogaja, pa imamo ful veliko obveznosti, pa kreativnega procesa, pa mogoče v zasebnem življenju, ki je pa vseeno prežet tudi z nami, se damo na pauzo. Spoznali ste se kdaj? To je kaj, osnovna šola ali kasneje, kje točno se je začela zgodba prijateljstva? V bistvu, vedeli smo en za drugega, saj mi dva Štrasom, I guess, da v osnovni že, Ja? so bila na isti osnovki, ampak pol spoznali smo se pa zares v srednji šoli. No, jaz konc srednje, Štras je bil na faksu, to mi tudi v srednji. Ja, mi dva so bila še eno bendu skup v srednji. Ja. Ja, ker zanj sem tlela imela platoje, ne? In je tudi tako, v bistvu ste se vsi nekako, ste vedli en za drugega, po šoli ste se malo srečevali in ta scena, ne? Ja, vse se prepleta tam, no, Ja. je tako malo, da nekako veš, kdo kaj igra. Pa je Gregor Strasberger je iskal band, pa je najprej mene poiskal, pa smo rabili kitarista, je to mi prišel. Pa tudi v unih časih, ko smo začenjali, je res, se mi zdi, laufal lokal Patriot v mestu. O, ja. Vsi tja hodili, tudi jam sessioni so bili, jaz sem bil malo outsider iz Dolenjskih Toplic. In pol sem začel hoditi na te jam sessione in pa so me kar klicali, pridi tam se jam in pol nekako smo se tudi mi spoznali. No, ampak vseeno so se mogle pa tudi energije poklopiti, ne? Ker ti lahko imaš dobre muzičarje, sem če se med sabo ne ujameš, pol težko furaš band, ne? In to je verjetno tudi to, kar dokazuje ta vers, ko sem ga malo prej prebrala, ne? Ja. Da je isti mindset in pri vas, bodimo iskreni, je malo drugačen. Ja, mislim, meni se zdi, da smo mi najdali skozi svoje ustvarjanje, pa tudi skozi svoj imidž in vse smo najdali neko svobodo, kjer si lahko ful stvari prvošmo in predvsem ne izhaja tu iz nekega, zdaj nekaj iz inata, da se hočemo, ne vem, ven metati, ampak dejansko, ko se imamo dobro, mi se zabavamo, ko delamo muziko, ko delamo bedarije in skozi to tudi recimo ta komad Dotični Pali Pali je bil v bistvu narejen za nas, no. Ta komad je za nas, mi smo sami sebi dali neko spodbudo v tistem času, ki je bilo malo težje obdobje mogoče in ja, komuniciramo skozi svojo muziko, skozi svoj art in se pri tem zabavamo. Zdaj si mi ponudil Štras ful enih istočnic za debato naprej, ampak recimo vi ste eni od tistih, ki vam je korona prinesla nekaj dobrega. Takih ni lih dost, sploh glasbenikov. Mislim, da je edina, ki jo še imam na spisku, je bila pač Maja Kevc, ki se je vrnila nazaj domov. Vi ste pa se zaprli takrat, ne? In ste ustvarjali in tako so v bistvu tudi ratali prijateljčki, ne? Kako se spomnite, tako še malo bolj konkretno tistih časov, tistega za marsikoga težkega obdobja? Ja, mi smo imeli to srečo v bistvu, da smo šli v studio glih en teden, preden se je vse skupaj zaprlo po celi Sloveniji. In potem smo to sobivanje v studiu v Šentjerneju pri Portrosu sem produžili, dokler je pač to lahko bilo in smo bili tam pol 2 meseca. Poudariti je treba, da smo prvotno imeli planiti za en teden. Pa se to je verjetno ful premalo, a ni? Za en teden stvari. Občine se zaprejo, ker bomo še gledati. Pa itak se nismo nič umivali, tako da smo imeli dosti stvari. Pa se to verjetno pomaga, da se še bolj zbližaš, a ni tako? Ja, kako, da se ne spremi se umivaš? takega, Prisiljeni smo bili tam, da smo res 24 ur en z drugim in takrat smo res, se mi zdi, da je taka prelomna točka v našem bendu, da smo takrat pa res ratali band
In so se res neke vezi, ki so bile prej dotične, pol še tako res prepletle. Kako je drugače pri tem bortu, tam pri njemu, na tem posestvu? Doskrat sem že čula o tej lokaciji, pa to mora biti res en taka lušen plac, no? Drugače. Ja, zelo se izoliraš tam, ker je pač na vasi in tam so končki in zajčki in kokoši in psi in mačke. Vse, cela farma. In absolutno te noben ne moti pri ustvarjalnem procesu in tudi ti imaš čas, da se odklopiš malo od sveta. In takrat nam je itak korona, nas je že avtomatsko odklopila od sveta, potem smo imeli pa še ta mehurček, v katerem smo res lahko ustvarjali. In po določenem času, tudi ko greš v studio, se mi zdi vedno po 3-4 dneh se šele začne zares ta prosta kreativa, ki res nisi obremenjen svojo okolico ali pa svojim, bom rekel, real lifeom. In vsak studio, ki greš, je neka izkušnja, ki te okolje v bistvu tudi inspirira. Tako da tudi, ko smo že recimo potem v London, ko smo bili full časa v nekih studijih, je bil spet čist neka druga izkušnja, ali pa v Mostarju. Vsako okolje nate, ali pa predvsem na nas, bom rekel osebno, res zelo vpliva. London vam je dal full tega punk vibe. Se strinjamo. Mislim, ko sem vas recimo lani poslušala, ko ste predstavljali na prazniku, prvem te nove komade, je bil tako prav ta old school punkish vibe, ta angleški. In ne vem, a je scena gor taka, ali je to, ste slučajno zajadrali v take lokacije, da ste ga dobili? Tam je predvsem ta največja razlika, da ti, ko greš po ulicah Londona, tam se res počutiš, kot da si sem številka. Sploh nimaš, ne vem, očesnega kontakta z ljudmi, ki hodijo naproti. In se mi zdi, da se tam še toliko bolj upaš povedati čisto vse, kar ti res paše. In si res tako svoboden. Ne počutiš se, kot da moraš nekomu ugajati in se to res sliši v muziki. Glede na to, da ste šli gor, ko ste bili tle že ful poznani, a vam je to pasalo? Ja, meni osebno je, zdaj bom rekel zase, mislim, da tudi za band je fajn, da ti v bistvu, vsaj kar se tiče kreative, je fajn, da ti zbijaš si neki mišljenje, jaz ful vem, jaz sem neki trete, da neki na lovorikah počivaš, ampak da se daš v okolje, ker je spet ful enih neznank in v bistvu takrat se ti daš lažje v neko cono, pa sploh ne neudobje, ampak samo nek tak malo bolj edgy moment dobiš, iz katerega se mi zdi, da gre lahko veliko več ene čiste kreative in sveže energije iz tebe in to je naredil London, po mojem mnenju, za nas, ker tudi to, kar je Rok rekel, plus tega, da tam pač je en od centrov glasbenega sveta še vedno, sploh tudi, kar se tiče bendovske glasbe in tudi, ko smo mi tja šli, meni osebno se je zdelo, da smo, kar se tiče kvalitete, recimo našega nastopanja, našega igranja v živo, smo absolutno tam, če ne celo boljši, ker enostavno to, kar smo mi dosegli s tem, da smo 10 plus let že skupaj in delamo in sobivamo in igramo, tega dejansko tam ni toliko veliko, zato ker enostavno in tempo življenja in razmere ne dopuščajo, da se tukaj posvetijo glasbi. Vse je ful hitrej. In se mi zdi, da smo tudi za tiste razmere interesantni, nekaj posebnega. Šli ste gor, valjda, oprosti, to jim povej, sorry. Sem hotel reči, da še danes je ta izkušnja tudi prizemljila, da ko smo prišli nazaj, da tako ful cenimo, kaj imamo kle. Ene stvari, kako mi kle živimo, pa lahko funkcioniramo, so bili za ljudi tam znanstvena fantastika. Lahko kaj bolj konkretno poveš, ja? Polne špile, da si že tako dost malo, pri nas lahko začneš že, dobiš nek honorar za koncert. No, imamo razne občinske stvari, prireditve, fuljanih priložnosti, ki gor tudi ljudje, za kere bi si mislil, da so že nekaj naredili, pa so uspešni, so vsi kar matrajo, morajo fejst brcati. Ja, večji bazen je v bistvu, ne vsega, bolj moraš brcati. Na vrhu lestic, pa turajo po Evropi, pa še zmeraj ne pokrijo minusa. Ja. Ko bi si mislil, da so pač bogataši. Ja. Pa še kar ne gre. Kako ste pa vi začeli pravzaprav, no? Ko si lih omenil, ne? Da tlele imaš ful več možnosti, da konc koncu se lahko pojaviš na eni gasilski veselici, ne? Si nabiraš počasi to fan bazo. Kako je bilo pri vas? Kje bi prvi špil? Prvi koncert je bil v Novem mestu. Na igrišču. Ja, na enem igrišču. Stilni panorama, na enem hribu. Okay. Ja. Zelo slabo je bilo. Ja, meni je v bistvu ena anekdota glede tega totalno smešna, ker takrat namreč prvi špil je bil in na mešalki so direkt posneli zvok tega koncerta, ne, in Gregorju se je zdela pametna ideja, ker takrat Tokac nam je malo pomagal, dal na svete, ne, pa je on tudi Sekuloviča zraven potegnil, dajte njemu kaj pokazati in on kar to njemu pošle in jaz drug dan to poslušam
Sem tako, fuck, to res ne zveni dobro. Ne? A si ti to njemu poslal? Ja. In pol pač sem Sekulovič, no, sem videl nazaj, nam je poslal, dajte malo razmisliti, če bi kaj drugega počeli v življenju. Pa predtem smo že 2 leti vadili 3-krat na teden v leti. To se fu zabije, ne? To se pravno rečeš. Ja, pa imeli smo tako, po mojem, 50 komadov. Sem muziko smo delali, pa vadili, pa tako leto pa pol vsaj, preden smo imeli ta koncert. Pa se pa počasi začeli. Zdaj se pokaže, koliko časa zares moraš zgraditi, pa skrb dela, da lahko neki dobro zveni. Da ni to ono, evo, jaz bi zdaj imel časa pa band, še pa zmeraj. čau, ne? Uro si slišal, ne moreš takoj. Ampak vi ste štartali takoj z avtorsko, se niste imeli nobenih priredb, pa ne? Kar direkt. Ja. No, to je, se mi zdi taka dosti redkost, da vseeno folk naprej nekaj špila, neke priredbe in začnejo delati svojo muziko, ne? Ja, pa nekako zanimivo je bilo to, da prva skladba, ki smo jo resno izdali ven, je bil Klic, ki je tudi dosti počasen, resen komad, ki je nekako začrtal neko našo pot, da nas je folk začel resno jemljati. Pa tudi nekako radijsko je kar šel. Najprej, predtem, ko smo izdali ta komad, smo imeli špile, pa je bilo tako po 5, po 10 ljudi. Ja. In ko se je ta komad začel rolati, malo bolj... Tako 20. Ja, je zdaj. ampak je neka stopnička, no. Tle moramo zdaj seveda omeniti Tokca, ne? Brez njega ne gre, ampak ko si jih rekel, jaz se tudi spomnim, ko so imeli oni dan, da so imeli tako, 3 ljudi na koncertu, pa je bilo ono, ne? Pač špilaš vsakič, ko da jih imaš tavžent. 3 moraš ceniti na isti način, kot če bi jih bilo ful, ne? In kako se je začela a vas je on vas opazil, ali ste se vi, bom rekla, po domače štulili k njemu oziroma k njim kot mladi mulci nadobudni, ker vseeno pač to je institucija roka, sploh na Dolenjskem, ne? Jaz se ne spomnim čisto točno, ampak vem, da sem takrat s pokojnim Pimpijem, ki je bil tudi od Tokca sparring partner in en velikih umov, me je takrat enkrat sploh nekako opazil, ker sem jaz že nekaj igral takrat in pol mi je on zrihtal nek špil, kar nekaj v glavnem, in pol eventualno sem rekel tudi, da imam band in pol prek njega in pol do Tokca in pol smo mu bili interesantni in Tokac je takrat najbolj cool ljudi, je takrat nekaj videl v nas in se je zelo nesebično javil, da nam bo pomagal pri tem procesu in nam tudi je, ne. In je on tudi zelo zaslužen za postavitev začetnih temeljev, ne. Pa tudi, da smo se bolj spoznali z Žaretom. On v bistvu poslal naše stvari k njemu. Ja. Ampak a ste vi zdaj že na tej točki, da vi lahko pomagate drugim bandom, oziroma že prihajajo k vam za pomoč? Ja, absolutno. Nam je veliko ljudi pomagalo od bandov do raznih karakterjev in tudi mi zdaj, vse veš, da imaš priložnost nekomu pomagati, ne. Tudi recimo, zdaj imamo Media Center in smo tudi potem bili, a bi imeli predskupino ali ne, pa to je pol ful en logističen problem, ampak smo vsem bili, ja, hočemo imeti predskupino, ker hočemo pač pomagati, pač dati priložnost nekomu, ne. Tako da, ja, jaz mislim, da imamo že momente, kjer lahko in tudi da hočemo. Tle vas je že par mladih bandov omenilo, no. Tako prav iskreno, lepo, tako poudarili so vas kot glasbenike, ampak so vas poudarili tudi, da ste ful fajn ljudje. In to tako moram povedati, no, da jim ful pomagate in da jim... Ker ji pa povej. To bomo pa povedali. Ne, boste pogledali vse epizode. Ne, dejansko ta support med vami je ful lep. Se pravi, da hodite en k drugemu na koncert in da si konc konca tudi, kot si rekel, ne, daš priložnost, da se predstavijo kot predskupina, ne. To je ekstra cool. Ja, nač gremo k Žaretu. Ker to je pač, ne. Tokrat omenil Žareta, da, ampak pri vas je bil pa res pomemben, ne. Jaz bom tako vprašala. Koliko težko je, ko misliš, da nekaj znaš, da nekaj veš, da si vseeno dober in pa pride en pač star tip in kaj je vseeno legenda, ampak ok, whatever, ne, in te sesuje. In pol, fakt, zdaj se moraš ti sestaviti spet, na novo, drugače. Jaz bi samo to najprej povedal, da kakor je Žare nam pomagal se rešiti iz enih stvari, smo tudi mi njemu pomagali. Okay. Z Rokom ste najboljše prijateljčke, Žare. A to je zdaj tako resno ali ironično malo? Kaj, da ste najbolj prijateljčke? Sta najboljš prijatelja? Ja, sta, ona da si najbolj pogovarjata, ne?
Povej, kako se vidva pogovarjata. Da imaš žare 30-minutni monolog in pa rečeš, da je no, prosim. In pa začneš pol ure naprej govoriti. Okay. Lahko pa povem, da bo žare tu zdaj naredil del našega dizajna za naslednjo plato. Aha, se pravi, ste mu dali še več? Ne, samo vzeli smo njegove misli, ki so se nam zdele cool, to pač prenesli na... Okay, so zdaj pa resno. Ja, no, kako je to? evo, resno, recimo... Najprej sem cilila na te, ker tebe je sesul, ne? Ja, mene je čisto sesul. Prva izkušnja glih to, ja, ker misliš, da nekaj veš, se pravi, po prvi plati smo začeli z njim delati, prvi komad je bil Zaljubila, smo ga posneli, nekako je štimalo, sploh se ni upletel v samo strukturo komada, je mislim, je funkcioniralo očitno. Potem pa smo začela z snemanjem vokalov in je prav prvi session, ki smo ga imela, on reče, da je pet en take cel narediti, jaz grem uno ludaro, uno sobo njegovo tam, ker pač se ti zmeša in naredim en take. Tako se mi zdi, pa dobro, sem to odpel, ne, in pa sem jim delal slušalke, sem tako, si razmišljal, da bi kaj drugega v življenju počel. Tako da to je bilo po prvem takeu. In pol sem še kakšno dobesedno 1 leto po moje pel ta en komad. Ne, resno? Ja, tako da mi dva imamo še veliko več preživetih ur kot ona, recimo z njim. Ne. Jaz pa Žare imamo veliko preživetih ur skupaj. Kaj fora, a on si zamisli, kako bi ti mogel zveneti, ali iz kje on dobi neko idejo oziroma neko podobo, kakšen bi ti mogel biti? Jaz mislim, da on edino, kar pri njemu pali pri pevcu, je to, da ga prepriča, ne, s tem, kar je, svojo iskrenostjo, s tem, da ne okrašuje, da ne komplicira, da si to, kar moraš biti. In to je v bistvu pozicija, ki ima nek vokalist v komadu, ker verjamem, da vsak vokalist, upam, no, da je vsak vokalist že doživel to, da se res počutil v komadu točno tam, kjer mora biti. Ja. In ko se pevec počuti v komadu in ve, kaj dela in mu je fajn, takrat je to, ne. Sej, to je univerzalna resnica, ker pač tako je, ne. In čim pevc ni v tem momentu v komadu, pol je problem. In večina producentov, bi jaz rekel, da se s tem ne ukvarja tako trdovito, ampak Žare, to je pa to v bistvu vse in mu je najbolj pomembno to, pa ne samo pevc, ne, seveda vsi v bendu in cel komad potem kasneje, ampak če vokalist ni tam doma, ne, če potem ljudi ne bo prepričal na ta univerzalen, metafizičen način. In to je tisto, kar Žare zahteva od pevca in od komada in od benda. Ne. In meni osebno se tudi zdi to ultimativno. Ne. In se mi zdi tudi, da smo toliko odrasli in se razvili skozi glasbo že zdaj, da tudi mi vsi to vemo in se tudi tako že sami lotujemo komado in zato se mi zdi ta nova plata res zrela in tako ni bullshitanja sploh, neč pač. Ne. Ljubezenska. Je dosti ljubezenska, ja, 60%. Okay. Ampak drugo je pa najtežje narediti, ne? To je, kaj, drugo plato? Ja, to je tretja sicer. Ja, ampak jaz govorim zato, ker prva je neki izliv, ja. Kar si toliko časa furo v sebi. Pa so pa pričakovanja, ne? No, pri nam je bila mogoče ta sreča, da prva je bila res neki izliv naš, ki je bil še tudi zelo, bi rekel, v kokonu, ne. Mi nismo prvo plato tako pokazali, daleč od tega, da smo pokazali vse, kar smo, ne. In se prav, takrat smo ful se hoteli dokazati in hoteli biti, ko, ne vem, Radiohead, pa ko pa trete, pa hoteli biti ful pametni, pa ne vem kaj. Potem je pa ključen moment pri Žaretu, takrat, ko je vstopil v naš proces, je, da nam je on v bistvu odprl to, da smo mi lahko zabavni, da smo mi lahko duhoviti, da se mi lahko zabavamo, zajbavamo in mi smo v bistvu v drugo plato vnesli vse te stvari, ki nam jih je takrat on pokazal, da mi smo vse to bili, ampak mi to nismo znali implicirati v glasbo zares. Nekako nam je dopovedal, da si moramo imeti fajn, pa da si upamo biti tu, kar smo tudi v muziki. Mi smo bili tudi zabavni, pa tudi smo se zafrkavali ves čas, naša muzika je bila pa res resna.
Ja. In v bistvu tu V nam bistvu, je težka dovolj, muzika, glede na to, koliko ste stari. No. Tako sem vas jaz dojela. Glede na muziko bi rekla, da ste vi ful starejši ljudje. Ja. Ne? Ker gre za izkušnje v življenju, gre za, ne vem, tiste tudi konec koncev bolečine, ki jih doživiš, da lahko ustvarjaš tako muziko. Da ni samo ono, rožce pa metuljčki. Dobro, prva plata, druga je res mixture, ne. Druga je... Druga je pa odnesla. Ja. Ja, ampak to je ta fora, ne, da govoriš o najbolj nežnih, najbolj romantičnih čustvih, spodaj imaš pa žaganje, ne? Ja. In je ta kontrast, ki ga vi furate konstantno, ne? Ja. A ne? Pa imaš v bistvu neke dimenzijice, ne? Ki naredijo komad spicy ali pa zanimiv. Ne? Ja. Kako daš neko čustvo, pa neko drug okus, pa neko drug ritem, pa vse to skupaj pol naredi zanimiv komad. Zato tudi se žanrsko ne moramo dobesedno omejevati. In naš edini žanr je, da smo mi live band, se pravi, naš edini žanr je to, da mi odigramo stvar kot band. In to je tudi dan danes dejansko, se mi zdi, če pogledaš, itak žanra skoraj več ni, razen res specifičnih nekih zadev. Generalno je to, ne. Se pravi, mi smo 4 oziroma 3 posamezniki, ki delamo muziko z rokami, eventualno. Glasilkami. In glasilkami. A pa vam gre na živce, ki vas čijo popradalčkati? Ne ukvarjamo se. Ja, Ne, se to vem, da večina reče, da se ne, ampak ono, pač, kakšen band ste, kam bi se uvrstili, kako bi se označili? Pač band smo. Ja. Band. sej, mislim, se to Band je music je zdaj že žanr, se mi zdi, Ja. v teh časih. No, se glih to, ampak sej, več ljudje pač rabijo neki, da se lažje pokonektajo, pa povežejo, se ni zdaj to, da oni hočejo iz nas, ne. Pač ja, valjda je lažje, če ti rečeš, ja, mi smo to pa to, ampak pa, mi smo ful enih stvari, ne. Ampak, a čutite, da je prva močna polarizacija? Govorimo o temu, ali vas ne morejo videti, ali vas obožujejo. Ja, ampak tu se Ste ta veže tip predvsem- benda. Tu se veže predvsem na Štrasa, ki ima tako močno karizmo, pa zelo specifičen karakter. In smisel za humor. Pa ti nisi pa nič kriv. Ful ti da, ampak če ti pa ne paše... In ful ti vzame. Pa ga Ti res... pa s to kapco, pa res nobenega ne iritiraš. Pač ti si od spredi... On je skrit zadaj. In the face... In pač te gledajo. Jaz se lahko pač, če mi ne paše, se sem tako, pa me noben sploh ne vidi mojih oči. Ti pa si tam in pač ali te spustijo not, ali pa te odrežejo. No. Ful je. Pa tudi na koncertih je ful več na njem, ker dejansko komunicira z ljudmi. Ja. In če se on ne počuti dobro, kar se ne ve že kdaj zgodilo, on lahko zakrkne ali pa začne napadati ljudi in pač, ne, tako da res vsaj pol, če ne še več je. Pač Jaz sem na enem koncertu, ki si imitiral reklame. A se spomniš, kje je to bilo? Ne. Verjetno ne. Na enem koncertu, ki vam ga je dobesedno odpihnila burja. A ja, v Upale. Ajdovščini, ajde Ja. upale. Ja, bil je koncert, to je bilo, se pravi, lani. In je tako pihalo, da dejansko ste mogli vi nekje na sredini špila prekiniti. In ti si začel Harvey Norman reklame govoriti, ne vem zakaj. In pa ste šli v bistvu dol. Ampak je bilo full bad takrat, to se Jaz spomnim. nisem sploh hotel dol, Ja. oni so mene zvlekli dol, ker meni je bilo pač hudo, meni je tu vse fucking odr je skoraj odneslo. Filmsko je bilo. Ja, dejansko se je odr malo Tukaj je premikal. pihalo, da sta meni 2 rodija držalo vsak eno stendra začinela, pa še zmeraj palo, pa mi zavilo. Bolj ti je kotle odneslo, ne? Kotel mi je... Ja, ti si bil kar nevarno. Ti si bilo res nevarno. Tu snemal bi bil res epik. Pa se mogoče so kakšni posnetki tam kjer. Ja, so Slučajno, kdo posnetki, je ja. malo pošle, evo, v tem trenutku. Če se vrnem samo to na polarizacijo, a vas to moti, ali vam je kul? To mi ne ti povem. Mislim, če ne bi bili tukaj dojeti, pobrali še več oboževalcev mogoče. Sam po drugi strani ste pol tako mal vanilja, ne? Whatever. Ja, normalno je to, ne? Smo Ja. pri vseh ljudeh, ne? Vsi se skozi odločamo, ali ne vem, nekaj všeč ali nam ni. In pač to je znak, da nekaj pač delamo dobro in pač po svoje, ker je logično, da bo razdvojilo folk, ker ima vsak tudi nek okus. Pa pomembno je, da pač pri tem, kar delamo, sledimo tem, kar sami čutimo, pa v kar verjamemo. Točno. Vse ostalo pa pol pride. Tako marsikajšna stvar tudi v preteklosti, ki je šla ven, bodi si umetniško delo kot slika ali pa muzika. Na začetku ni bilo sprejeto, je ful polariziralo folk. Ja. Zdaj pa v retrospektivi je pa neka klasika ali pa nekaj, kar je ful opevano. Ne? A takrat so bili pa Meni je Najprej mi, pol pa ja, vsi. meni je pri vas ful zanimivo to, da vas res poslušajo vse generacije. To je ful zanimivo. In predvsem, da je ful starejših. Mislim, nas je ful starejših, kakorkoli, ne. In ljudi, ki imajo neki pojma o muski, no.
recimo tudi starejši glasbeniki zelo pridno hodijo na vaše koncerte in pojejo vaše pesmi. Kak feeling je to, stari? Mislim, kad ti pride, ne vem, Tomi, Siddharta ali pa Skočir, ki so pač vseeno, ne, vemo, kaj so postavili v Sloveniji, kakšne poti so zvozili vsem ostalim mlajšim bedom in pač ti reče, stari, to je pa res dobro, jaz sem tvoj fan. Meni je to ful dobro. Meni je to dobro. Verjetno so nostalgični, ki nas gledajo, pa so tako, mi smo tu čas tudi žgali, pa zdaj še tudi, ampak oni pa zdaj reč. Vi ste bili skupaj na turneji, ne, drugače, Darto? No, ja. Ja. Mi smo jih samo podpirali. Ja. So nam dali to možnost, da smo imeli tako. slot. Kako je bilo? To so te stvari, ki pol tudi mi hočemo dati nazaj bandom, Ja. ki te nekdo potegne, ki nekaj vidi v tebi in se v resnici, ne vem, nam je top, da nas je čim več, ne, zato kako bi bilo pač, da bi zdaj bil samo en band, ki pa nekaj dogaja. Hvala Bogu, da nas je več. Točno tako, veš. No sej, in se mi zdi, da tudi za to starejšo garnituro modelov, da jim je tudi bilo hudo pol, da spet so neki novi karakteri na sceni. Ne? Ja. Se pravi, wow, evo, imamo neke tam mlade, the best, imamo pol te festivale, ker nismo spet samo teh 5 bandov, ki skozi koncertirajo, ampak so že neki novi liki, ki pripeljejo folk in eventualno se mi zdi, da tudi mlajša generacija oziroma nekdo kot mi, ki naredi nekaj novega, tudi njih spodbudi, da oni spet mogoče še kaj bolj novega naredijo ali pa da ne, in tudi ta pozitivna konkurenca, ki je prisotna med vsemi našimi, mislim, v tej naši mlajši sceni, se mi zdi zelo dobra, zato ker en drugega potem potiskaš naprej, ne. Zato ker spet, če bi bili mi zdaj edini v Sloveniji, ki bi se nam nekaj dogajalo, bi nam bilo dolg cajt, ne. Se pravi, ne bi imeli nobenega ping-ponga, nobenega sparring partnerja, nič, ne. Torej, to je zelo pomembno, da okay, ti narediš nekaj, pol on naredi nekaj tako, pa greš sem, pa pol ti narediš nekaj sem, pa in tako se potem dela scena in ljudje tudi, ne, spremljajo zadevo, hodijo na koncerte in se dogaja, ne. Če pa tega ne bi bilo, potem je bilo dosti bolj dolg cajt. Ja, pa še to treba omeniti, da zadnja leta res večina teh mlajših novih bendov ustvarja v domačem jeziku, v slovenščini, kar zelo pripomore k temu, da bolj pride do ljudi. Ja, v bistvu so nekateri začeli v angleščini, pa so pol prešalteli na slovenščino, ne? So začutili, da je ful bolj tako, ne? Ja. Vi ste zelo znani tudi po taki specifičnem vizualnem izgledu, ki je zelo pomemben. Kako ste prišli, ker to je tudi del dejansko vaše glasbene podobe, ker prenašate javnosti vse možno, različne komade, različne stile in tako naprej, ne? Nekako smo tu z vizualijo zajeli, kar smo mi sami. Se mi zdi, da ne rata tu velik bandom. Ful mi je žal, ker si se slekel bundo, ker je taka, kako ne, fluorescentno zeleno. Taka hroščovska. Tako hroščovska, koloradski hrošč, ne? Ja. In mi je ful všeč. Jaz sem Beatle. Ker ste drzni. Ja. Beatlesi. Jaz smo Beatlesi. Jaz sem vas zmer dojemala bolj kot Rollinge. Jaz smo Rolling Beatles. Ampak to že ime za mogoče nov band. Ja, lahko bi bil, ja. Tako kot Elvis Jackson, pač Rolling Beatles. Recimo, res, mogoče, a veš? Pa da v španščini povemo. V španščini. Bačate, samo bačate. Ok. V Mostarju ste to bili? V Mostarju smo bili in on je bil v nas. Ja, verjamem, na različne načine. Ja. Kdo? Mostar. Mostar. Se spomniš, kad smo bili v Mostarju dvakrat po 10 Dvakrat smo dni? bili, ja, super je drugače. Kako je ta razlika? Tlele pa, če greš, ajde, London oziroma Mostar? Ja, če dalje manj je te razlike. Predvsem je razlika, okej. kako je bilo včasih, pa kako je zdaj. Da včasih si ti poznal komade, ki si jih poslušal, mogoče starejša generacija, in si ti bil fan enega komada in sploh nisi vedel, kako glasbeniki izgledajo. Poznal si njihov vibe, poznal si uno muziko. Danes pa v bistvu ti najprej vidiš človeka, če ti všeč, vidiš, kako izgleda, kako se premika, kaj on predstavlja, pol pa še da pride njegova muzika. To je ta glavni catch, zato je tudi ful pomembno za vse glasbenike ta vizualna podoba in to se je res spremenilo in pač zato tukaj dajemo. Ja, te sprašujem v Mostarju. Jaz sem pač povedal, Povedal je, da je vse manjša razlika. Ja. Dejansko, pazi, jaz poslušam, kaj govorite. Ja, ne, se drugače super. Ja. Ampak s tem pa še pa tudi vaša social podoba, ne? Se pravi, vse, kar objavljate na družabnih omrežjih, recimo folk obožuje,
vaš način podajanja zgodb in informacij in tako naprej, ne? Ampak ne more pa tega vsak delati, to lahko sam vidim. To mi To ne. reče. Povej, Navezava na to vizualno, ne? Pa to, Ja, ti si v bistvu najbolj normalen tle, no? Tudi tako, izgledaš. Vse zgleda, ja. Ja, Pazi, to v pomeni mostu. normalno. navadno. Zdaj, ne. Navadno, tako da se najbolj bi vključil v množico ljudi, kar ni slabo, zelo dobro. Voda od hrenov. Ja. Ne, ker sem hotel reči, je to, da navezava na vizualno podobo benda, da smo malo poštekali, pa tudi, kaj je Lenart razvil to, pač ja, da moramo imeti specifičen izgled, pa to, da v bistvu band je tudi brand. To pač, ki je že Kanye rekel nekaj časa nazaj, ampak ja, tako je, ko ti začneš merch prodajati, ker se ponavljaš, je pol tudi to, kar si zdaj omenila, socialna omrežja, je tudi neka ikonografija naša, kako se vedemo, kakšne šale imamo, s katero se ljudje potem povežejo in je to vse tudi nek selling point na nek način. Ne. Res je, Ker vi si imate pač brand, prodajaš karte, folk pride skozi ta nek odnos, ki ga buildaš. Pol. celovito gledano, mislim, da imate vi kar tako enega najboljših. Kar To je za bende tudi, Ja. ja. Pomembno v to smer tudi razmišljati. zelo, zelo pomembna stvar. Jaz sem Če da nas dolgoročno. kopirajo. Ker meni bi bilo malo čudno, Ja, če vsi bi nas bili vi... kopirajo, Ja, to se zgodi, če si dober, drugače. ampak preveč. Ja. Ampak ok, naprej. Ne, Ampak- ampak to je dobro, če te začnejo ljudje kopirati, ker pa si tako, kopirajo me, ampak pa si pa v bistvu prisiljen, da narediš nekaj novega. Ja, in potem bo spet kopirali. Glej, Moraš spet na ogo. Ja. Pa moraš spet kaj novega. Ne. To je tudi en del te pozitivne konkurence. Ne. Meni se zdi, da pol vsi vidijo, ne vem, nekdo naredi nekaj dobrega in vsak ve, pol pošteka, kaj približno dobrega je nekdo naredil. Se mi isto delamo. Ne. In pol zmeraj malo nekako, tudi če je samo v zadnji, ki je v možganih, te malo influenca. Ne. In pol ti s tem informacijam, pa s tem informacijam, pa s tem informacijam, pol nekaj daš ven. Ne. Ja. Vi jih dobite največ od kje, recimo? Je to prek sociala ali preko kakšnih drugih kanalov, oziroma je že vaš možgan tako naštiman, da pač Meni se sprovede zdi, da- nekaj svojega? Mislim, da itak je preveč informacij Preveč jih za je vsakega absolutno. človeka, ki Ja. ima, tudi če nima socialnih omrežij, preveč informacij danes. In to je tudi en velik problem in tudi eden od razlogov, zakaj smo govori ta plata predvsem o nekih osebnih, ljubezenskih odnosih, takšnih in drugačnih, zelo prvoosebnih in bom rekel, intimnih, zato ker je vseh drugih informacij toliko veliko, da nismo hoteli mi se ali pa jaz osebno se sploh ne čutim, da bi bil v poziciji, kjer bi še več informacij mogel nekomu. Ja. Ne? In zato se mi zdi, tudi ne, kar se tiče konzumacije glasbe danes je kar eno tako čudno obdobje, ker je enostavno toliko muzike in toliko enih igralcev v tej igri, da je fucking velik. Ne? A ste vi recimo radi v tišini, ali vam vseeno paše, da neki špila Jaz zadnji? ljubim tišino, če dalje bolj. Mislim, da tudi zdaj, ko tukaj delamo te muzike, sploh nimam radija, pač ga v avto sploh. Razen, ko se greš pilo, pa si moram jaz dati pa čepke, recimo. noter. Podam pa jaz malo na bolj na glas. Tam začne Metallica igrati. Ja, metali, pa ti si. Pa dobro, no, da sem pač kao band. Pismo sam, kaj pa ste res poslušali drugače, ko ste štartali? Ja, to itak, ampak kaj? Kaj je bilo takrat? To, kar je bilo popularno v tej Vi ste, rockerski sceni. kateri letniki ste že vi? Ti si, Štrasi, vi si bil 30, ne? Jaz sem 93, on 296. 96, ja. Ampak recimo, je bilo, jaz sem imel do pred 7 ali pa 8 let, sem imel konstantno v življenju neko obdobje, ko so me neki artisti čist prevzeli. Pač ne, v nekem momentu me je Hendrix, v nekem momentu me je The Band, v nekem momentu me je kaj zvem kaj, pa mogoče tako čist bandovsko, pa mogoče bolj modernih stvari, me je pa takrat, ne, mene 12 let nazaj, po moje Tame Impala, takrat vem, da me je čisto obrnila v to smer, vse kva. Še ko sem jih videl tam v Šiški prvič. Ampak mogoče zdaj, ne vem, zato ker sem starejši, že dolgo časa me ni noben tako celostno prevzel, da bi mi prav dikteral tudi vibe vsega. Ne. In potem je kar pa v bistvu na nek način dobra priložnost, da kot umetnik, kot muzičar v resnici delaš stvari, ki bi jih ti rad slišal v resnici na koncu. Ne. Se pravi, če te pošeč to in to in to in ne vem, kako bi najdel en band, ki bi
to dal, ja, pa bo ti ta band. Tako da to je ena od mogoče dobrih stvari, da ima vsak glasbenik ali pa umetnik karkoli, no, se nočem biti preveč pameten, ampak nam mogoče, ali pa meni to pomaga, no, zmer. A ste, pač ja, štart Dolenjska, ampak a ste prerasli te okvire, oziroma kako vas lokalna skupnost dojema? A ste še njihovi? Ali je una fora, veš, kaj enkrat tako uspeš in konc koncu se tudi preseliš doskrat v prestolnico, pol te mal, zdaj si že, nisi več tok naš. Meni se zdi, da nikoli nismo bili zares zelo novomeški band. Mogoče bomo zdaj, ko bomo prestopili kakšno stopničko, še ratali. Okay. Nas bo doma bolj. Ampak ne čutim razlike med Mariborom ali pa Novim mestom, ko gremo med koncert. V bistvu se vam je najprej na Štajerskem odprlo, ne? Tako recimo, mogoče kje druge celo bolj. Okay. Ni, da bi imeli tam pa podržko ekstra tako od nekih splošnih ljudi. Od muzičkega sveta, absolutno, ampak tako od nekih random srednješolcev, pa tako pa ni ful razlike. Moj moment. Čak, tako, on je tle, da to da neko tisto piko, veš, tako ful neki to da svojega in to mi je všeč, kako razmišlja. Ja, ne vem, pač se mi zdi Rok dobro povedal, ampak ja, nismo se obremenjevali s tem nikoli, se mi zdi, pač smo band, ki dela. Je pa pač vedno tako, ne, takrat, ko ti začne neki pa folk prej te recimo pluval ali pa neki govoril čez tebe, pa ono, ti malo spet, alega, on je pa moj sosed, ali pa on je pa ono. Se malo pohvalja, ne? Ja, pa tudi je definitivno špili v Novem mestu, so zmer malo drgačka, če ne drugega poznaš vsaj 1/4 ljudi, ki so pač pred odrom, ne. Ja, je malo drugače. Kar je meni tako, čas mi je cool, čas mi je pa tudi malo naporno. Ja, vsi neki se mi zdi pa tudi pričakujejo tebe, ne? Ja, pa poznajate iz čist drugih cajtov, pa vse to, ne. Ja, in mislim, da si tudi tam ostal, verjetno, ne? Da pač se ne razvijaš naprej, ne? Ja, ker dosti jih je, ne? Ja. Si kaj še z mano po Coca-Colo, pa so tam Ja, otroci. vse tako, točno to. Drugače ste imeli ful huda sodelovanja, Meter, Laibach, Akaneomi, tako. Meni so to malo, to v bistvu jaz jih bolj dojemam kot umetnike tudi, ja, glasbenike, ampak na nekem drugem nivoju. Ker očitno ste tudi vi, ne? Verjetno v njihovih očeh. Kako je prišlo do teh, kako je recimo z Laibachi, kako je do tega prišlo? Ker to verjetno ni lih živa, mi bi neki. Ne? Ja, v resnici bo skoraj tako malo. Ker smo se nekako povezali prek različnih umestnikov ljudi in smo pač se dobili enkrat skupaj in smo si izkazali vzajemno občudovanje. No, to. In potem smo bili tako, da gremo kaj narediti, pa dajmo. In naredili ste nekaj zelo dobro. Hvala. Hvala. Res. In se obeta kaj takega tudi v prihodnje? Na novi plošči bo eno sodelovanje z eno novo osebo. Ok. Osebo. A se bo to mogoče tudi v živo zgodilo 21. marca v Media Centru? Ja, in mogoče hint, da ima ta oseba takrat rojstni dan. Ok, to je že ful hint. To smo zdaj malo zožali, ne? Ja. Kdo bi to lahko bil? Ja, Wikipedija zdaj dela na polno. Kako je pa res ideja za praznik se zgodila? Lani je bil prvi, bilo je zelo lepo, moram priznati, in smo takrat vsi upali, da se bo nadaljevalo praznovanje in na srečo se. Mislim, da je to ime dala Urška Žnidaršič, naša prijateljica, poimenovala naš največji dogodek takratni kot Murphy praznik, praznik vsega, veselimo in radujmo se temu našemu obstoju in vsemu, kar lahko mi damo ven. Ja. In potem smo nekako, v bistvu se mi zdi, da je kakor postala instantna zadeva, instantna klasika, ne, da je to zdaj pa Murphy praznik in to se bo pač dogajalo in bomo ovekovečili nekako v Ljubljani seveda naše največje letne, oziroma v tem primeru leto pa polne dogodke. Ampak je boljš Media Center ali Kino Šiška? Odvisno zakaj, ne? Ja, odvisno. Za našo kapaciteto, koliko ljudi smo v tej fazi pripravljeni sprejeti v dvorano. Smo mi pripravljeni sprejeti. Ja, ker več pač ne. Je to nekje, koliko je, nekaj 2-3 tisoč ljudi, zaenkrat super, pa tudi prejmo imajo. Ampak skoraj vsakmu intervjuju vas vpraša, kdaj pa stožce.
Ja, bodo. Ampak se pravi, se razmišlja v to smer, no? Ves čas. Ja. Bomo jih pripravljeni sprejeti. Zdaj še nismo tu ljudi pripravljeni. Na hodniku gledamo špil. Ja. Smo se pogovarjali, da bi naredili v WC-jih, v stolicah špil. Jo, ne. Čeprav so kar ok, ampak vseeno malo premajhni. No sej, Ja. gre za to. To mislim, da so drinkersi, ker je že enkrat tu naredil špil v Tivoli. To je neka urbana zgodba. Drinkersi v Tivoliju. Neki, ne vem, so drinkersi, ne bom zdaj škodo naredil, ker mu bendu, da so kao, mi imamo špil v Tivoliju, pa so imeli reč špil, ampak so ga imeli na WC-ju. Da so imeli razprodan špil, v bistvu. Bi rekel. Kako je bilo na Japonskem? Ja, imam nove hlače. Zakaj nisi vzel prijateljev s seboj? Zato, ker smo moramo ceniti tudi svoj zasebni čas, tako kot smo rekli. Si predstavljaš, da bi še na Japonsko Ja, v bistvu jaz si, no. in pol direkt nazaj in za 2 tedna spet v studio in tam in pol bi si šli pa reže na živce. Moraš biti zelo gospodaren s časom, ki ga preživiš skupaj in ki ga ne. Presenetil si me, da je poceni. Evo, tako kot za vse, mogoče za popotnike. Jaz imam še zmer v glavi, da je to ena najdražjih destinacij. Ja, jen je zelo padel in potem takem je letos res leto za obiskati Japonsko. Vsem, ki si to celo življenje želeli, je zdaj ta čas. Jaz sem imel to srečo, da sem z Uršo se pridružil moje prijateljici Urši Premik. Hudi fotografi in drugače. Tako, ja. In potem so šla lepo za 10 dni gore dole in dajte si vzeti še en kovček. Še en prazen kovček si morate vzeti s sabo. Aha, to je to, se pravi ne v Turčijo, ampak na Japonsko. Ja, ker imajo res dober oblačilni sistem kupovanja. Sistem? Ja, pač imajo... Denar pa dobiš daš denar, ne, pa dobiš obleko in te obleke so večinoma kupujo second hand, ampak imajo zelo, zelo na nivoju second hande. Tudi tako pač orang firme in tako naprej. Meni osebno je to zelo dogajalo in sem bil pravi shopping queen. Shopping queen. A una bunda je tam, ni, ne? Ja. Te hlače tudi. Te hlače si že večkrat. Lahko tudi ostaneš. Kaj si mi že večkrat pokazal? Omenil. In tudi nosu. In tudi nosu. Ampak bunda je ljudje pa taka, da jo obrneš lahko kul. In ima podoben vzorc. Ta živalski. S Croksi ste tudi ful povezani, ne? Radi jih imamo. V bistvu ste eni redkih, po moje, ki jih lahko pohvalijo in ki ste jim naredili ekstra promocijo, da so dobili kakšnega novega fana. Ja. Pa tu se je zgodilo taka smešna anekdota, da je ta človek po imenu Žare nekaj let nazaj, tako čisi iz heca, rekel, da bi mi mogli pa s Croksi delati. A dej Smo nehi. tukaj absurdni pač. In to se je zgodilo lani, let pa pol nazaj, da dejansko smo pol sklenili nek deal in zdaj delamo z njimi. In misli, da ni ena ženska celo delala pol neko raziskavo, če se jim je to obrestovalo? Res? Ja, jaz sem dobila neko povabilo, da rešim anketo. Wow. Ja, točno, za diplomsko, ja. No, za diplomo, tako da sem šla pol dejansko reševati. Me zanima, kakšni so bili rezultati tega. Zagotovo so bili pozitivni. Ker še vedno z njimi delamo. Tako je, pravilno razmišljanje. In boste še naprej. Prodaja rastla. Absolutno. In nam. Štras, kaj drugo leto greš spet na Emo? Ne vem še. Če te povabijo, bi šel še enkrat? Ne vem, mogoče, ja. A ti je bilo dobro? Meni je bilo dejansko ful bolj, kot sem mislil, ja. Sem mislil, da bom bolj zastresiran. Ja, ok. Ampak na koncu v resnici zato, ker smo se res dobro pripravili, pa full vibe, pa tudi z Raven sva bila prava prijateljčka. Se da se poznate že odprej, ne? Vse, ja. Zaradi tega lažje, ne? Vse, ampak zdaj smo se še bolj, mislim, tako, dosti smo bili skup. In v resnici, ja, se mi zdi, da dostkrat take stvari, tudi ne vem, če je kaj drugega, kakšne proslave nastopi, da če se pač ne prepraviš dosti, pa ne zvadaš, si pol že zaradi tega živčen, ker ne veš točno, kva se dogaja. Tam smo pa res vedeli in mi je bilo fajn, no, zanimivo mi je bilo tudi recimo, ne bom zdaj tle dolgo več. Povej. Ne, fajn je bilo. Če si rekel, da bo zanimivo. Zanimivo mi je bilo. Kaj? Zdaj se je malo strmal. Fajn mi je bilo, ja. Pač ful bolj, ko sem mislil, da mi bo. Je pa to zahtevna zadeva. Ja, vzame ti ful enega cajta, bi strekal. Ful enega časa, pa tudi drugače se te percipirajo ljudje in sam sebe tudi, ne. Ja, v štartu veš, da te bojo verjetno oglodali, ne. Sedaj sem tudi izjavil par zadev, ampak tudi tako. By the way, ful dober komentar. No, ja. Rekel si v bistvu, da ti je cool, zato ker veš, da bodo itak zmagovalca bolj popluvali, kot pa tebe. Tako da sem v bistvu pol sem imel nekako
ko sem mislil, da sem živčen, pa sem pol si predstavljal, kako bi bil šele živčen, če bi bil nastopajoč, sem bil pol čist koleren. Čist kul, ja. Ampak ja, v glavnem, zanimivo je, bil sem kao voditelj, zdaj sem pa lahko spet nazaj muzičar in sem mi bilo da best, ker sem šel pa spet lahko v studio, pa sem spet, ne. In kaj bi bili, če ne bi bili muzičari, vsak posebej? Jaz bi bil glasbenik. Ti si glasbenik, ampak lahko bi bil še kaj drugega, lahko bi bil recimo novinar še zmer. Papirje imaš, pa smetar si te ubit, pa tenis obvladaš, tudi v hribe te zvlečejo, če je treba. No ja. Šmarno. Šmarno, ja, veliko šmarsko hribove me zvleče kdaj. Ja, ne vem, mislim, vsak ima večjih in manjših talentov v življenju, pa pač greš za tistim, ki je največja želja. In tam, ki je največja želja, boš tudi lahko največ svojega časa investiral in si najbolj predal temu. Ne. In se mi zdi, da veliko ljudi žal, ali pa ne vem, se ne najde, ali nima opcije, nažalost, ali kakorkoli, da ne pride do tega, mogoče v nekih obdobjih, tam okoli 20, se mi zdi, da se zgodijo ta obdobja, vse tako, kakor se spomnim tudi svojih vrstnikov, koliko jih v tistem obdobju nič izvedlo, kaj bi v življenju počelo. Ne. Tako da jaz sem dosti hitro vedel, pa tudi mislim, da vidva tudi ne, kaj bi zares počel in no, ali pa vsaj, kjer je ona največja iskrica ti preskoči, ne. In če slediš temu, potem tudi če je večji ali manjši talent, se mi zdi, da boš nekako zmeraj se Sledil temu in napredoval, užival, kakorkoli. To mi ti isto. Glasba. Ja, mislim, ful enih zanima, ampak ja, to sem vedel že, ko sem bil 5 let star. Res? To počel v življenju. Ok. Jaz sem šla na FDV po moje tako kot ti. Pač sam da ni matematike. Nekaj moramo iti, pač gimnazija, kaj bomo, ja, ok. Tle nima, ja, v redu, pejmo. Ja. In zdaj smo pač tle. Muzičari. Muzičari in se pogovarjamo z muzičari. Ti si pa hud bobnar. Sem pa hud bobnar. Ti si pa fucking hud bobnar, ja. In to rečejo bobnari o bobnarju. Dober, vse je ena stvar. Ampak ne, imaš en specifičen vseeno pristop do bobnanja, drugačen. Ja, eno obdobje sem dosti vadil, zdaj to ne moram več reči, ampak predvidevam, da je tu ta vrlina, vse tako mi drugi pravijo, da se znam igrati, da sem tukaj sproščen, da neka igra pol pride, pa da pač me malo boli, kako zares pride in pol nekako fresh, pa glih prav narobe, da je zanimivo, pa da neke energiji ven. Ja. Pač fiks nisem najbolj tehničen, ampak mogoče tu ta Mogoče je to prednost. ena zvezdica na to smer. Ja. Jaz sem tako rekel, jaz vam želim, da se ful igrate še naprej, da nas ful razveseljujete in da naredite še dosti enih praznikov. In ko boste imeli kaj novega, mi pač javite in bomo nadaljevali o tom naprej. Ja, pa sorry, ker nismo nič prenesli, ker nimamo nič mrča zdaj, tako da bomo poslali, ker bomo imeli zdaj novega. Jaz pa sem nekaj vam prenesla. Kaj pa? Ful se mi doma vala enega cvička, tako da. Kaj nima do spita, ga ste vi, ja, prav. Bomo Okej. prodali na praznik. Hvala za obisk, fantje. Najlepša hvala. Hvala. To je Radio 1 podcast.